In prisrčno pozdravljeni ob današnjem blagoslovu vaškega znamenja. Vaško znamenje je na Volči stalo sredi vasi že med leti 1781 in 1958, ko je bilo porušeno. Ob njem so se ustavljali naši predniki z zahvalami, s prošnjami, v tišini ali s pesmijo. In danes se ob njem ustavljamo tudi mi, da obnovimo to vez s preteklimi rodovi. Dozorel je navdih, Božja previdnost je tako hotela, in s pomočjo predanega dela krajanov je znamenje ponovno dobilo svoje mesto v vasi, da bo nam in prihodnim rodovom kazalo, kje so naše korenine. Znamenje, ki ni le kup kamnov in opeke, pač pa odraz človekovih najglobljih hrepenenj, stoji kot opomnik, da nismo sami, da je z nami Bog in da smo povezani v občestvo, v živo cerkev. V življenju pa ni pomembna le pot, ampak tudi postanek. Prav v teh postankih se pogosto rojeva tisto, kar je najbolj dragoceno in pomembno. Mir, hvaležnost in moč, da naš korak usmerimo naprej. Današnji blagoslov naj bo ne le posvetitev tega znamenja, temveč tudi priložnost, da vsakdanji naglici znova prepoznamo vrednote, ki so nekoč povezovale naše prednike. Spoštovanje in vero v Boga, zaupanje v njegovo pomoč ter medsebojno ljubezen. Pa vas povabim, da prisluhnemo najprej pesmi, ki jo bo zapel pevski zbor in s tem našemu dogodku dodal posebno praznično noto. Najlepša hvala zboru za lepo odpeto pesem. Sledi glavni in hkrati osrednji del današnjega srečanja. To je blagoslov znamenja, zato povabim našega župnika in hkrati arhidiakona Jožeta Pluta, da vaškemu znamenju svojim blagoslovom prida pečat Božjega. Naj bo ta blagoslov vir moči za vse, ki živijo v tej vasi. Ali so z njo kakorkoli drugače povezani, ali pa bodo ob znamenju v prihodnosti le na kratko ustavili svoj korak. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Torej malo za šalo pozdravljam vas kot polanski župnik in tudi kot arhidiakon za Gorenjsko. Menda bom v drugi vlogi blagoslovil tole znamenje, zato da ne boste mislili, da bo samo župnika, ne? Da bo malo bolj slovesno, malo bolj polno. Kaj pomeni arhidiakon? To pomeni, da sem v škofovem imenu odgovoren za pastoralo in za kadre in vse za celo Gorenjsko. Torej, za eno dobro četrtino naše škofije. Za enkrat še, kako bo naprej, Gospod Bog ve, upam pa tudi, da že načkov. Veselimo pa se, da smo se zbrali, veselimo se, da je tole znamenje
Ponovna postavitev tega znamenja je povezala vas Volčo. In želimo, da bi to znamenje bilo res kot en tak magnet za vse, ki živite v tej vasi, pa tudi za širše ljudi, ki bodo hoteli mimo, ker ste tako uredili lepo tudi dvorišče, ne dvomim, da se bodo mnogi kolesarji, pohodniki tukaj ustavljali in bodo podoživljali vašo enotnost, vašo pripravljenost za dobro, vašo pripravljenost za iskanje skupnega dobrega in delo za tisto, kar nas združuje. Pa prisluhnimo najprej Božji besedi. Berilo iz pisma apostola Pavla Filipijanom. Bratje in sestre, isto mišljenje naj bo v vas, ki je tudi v Kristusu Jezusu. Čeprav je bil namreč Božje narave, se ni ljubosumno oklepal enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izničil tako, da je prevzel naravo hlapca in postal podoben ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti in sicer smrti na križu. Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podelil ime, ki je nad vsakim imenom, da se v Jezusovem imenu pripohne vsako koleno v nebesih, na zemlji in pod zemljo, in da vsak jezik izpove, da je Jezus Kristus Gospod, v slavo Boga Očeta. Božja beseda. Bogu hvala. Odpev. Gospod je naznanil svojo zmago. Gospod je naznanil svojo zmago. Pojte Gospodu novo pesem, ker je storil čudovita dela. Zmagala je njegova ljubezen in njegova vsemogočnost. Gospod je naznanil svojo zmago. Gospod je naznanil, da prihaja odrešenje, narodom je razodel svojo pravičnost, dokazal je svojo dobroto in zvestobo v blagor svojega ljudstva. Gospod je naznanil svojo zmago. Vsi kraji zemeljske oble so videli, kako naš Bog rešuje. Radujte se v Gospodu vse dežele, veselite se s petjem in godbo. Gospod je naznanil svojo zmago. Pojte Gospodu ob spremljavi na strune, s harfo in glasnim petjem. Rog naj trobi, donijo naj trobente, vzklikajte Gospodu, kralju ljudstva. Gospod je naznanil svojo zmago. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Luku. Slava tebi, Gospod. Neka žena iz množice je povzdignila glas in zaklicala: Blagor telesu, ki te je nosilo, in prsim, ki so te dojile. Jezus pa je rekel: še bolj pa blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in se po njej ravnajo. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Čeprav se mi kar mudi, ker imamo ob enih še poroko in imamo ob 4 še predavanje v Trstu, pa vseeno par besed je treba, ne? Ker se veste, župnik ne more iz svoje kože, ne? Tako kot mame ne morete iz svoje kože, pa ati, pa stare mame, pa stari ati, pa ponovadi še težje, ne? Ker se veste, z leti se težko spreminjamo, kot mladi pa se še lahko. Pozdravljam med nami tudi še vse 3 duhovnike, ki so tukaj, nekateri tisti, ki ste bili pri maši, ste vsaj slišali, videli pa ne. Brat Luka Modic je kapucin, je misionar, ki imamo letos misijon, eden od 3 misionarjev v naši župniji. Brata Mateja Štrausa poznate, je domačin tamle gor zunaj hiše doma, če bi malo tole hišo predstavili, bi videli, kje je doma. Gospod Franc Mihelčič pa je zdaj od konca avgusta naš duhovni pomočnik v naši župniji in tudi v župniji Lučine in tam tudi biva, ker v Poljanah še nismo pripravili prostora za župnika, bomo pa redno zdali, ko bo treba našemu duhovnemu pomočniku, tako da tudi vas vse pozdravljam. Predvsem pa pozdravljam in se zahvaljujem Bogu
za vas, ki ste dali pobudo, da se to znamenje vrne, da vas tudi sredi vasi, sredi vašega vsakdanjega življenja, si res kamorkoli se obrnete v vaši, vidite cerkev svetega Jurija, ki je čudovita, krasna gotska cerkev. Ampak zdaj boste imeli pa tudi in vi in vsi, ki bodo hodili kakorkoli skozi to vas, vedno pogled na to znamenje in tudi lipo, ki simbolizira slovenstvo in bo nekoč zrasla v eno mogočno zgodbo, tudi zgodbo življenja in simbola slovenstva. Pri maši so bili 3 nameni. Eden je bil v zahvalo za novo priložnost. En je bilo dobro. Tudi vi, dragi dobri ljudje z vasi Volče, ki ste bili tukaj doma, pa ste morda zdaj kje drugje in vsi, ki tukaj živite, ste se preselili, ste v bistvu naredili na en tak, mi rečemo duhovno, po božji previdnosti ste zgrabili priložnost, ki vam je bila dana, da tisto, kar je leta 1958 bilo zaradi prometa potrebno odstraniti, da ste zopet postavili v svojo vas. Zgrabili ste priložnost, naredili zgodbo in to je edino prav. Človek kot svobodno bitje ima vedno, ko ima novo priložnost, in jih imamo malo morja, ne, tudi vsak dan je nova priložnost, če malo sem spomnim, da ne bojo pozabili, ima vedno 2 možnosti, da naredi dobro, da naredi slabo. Eni pač ne naredijo nič, ampak ne narediti nič je najslabše. Vi ste izbrali priložnost za to, da ste naredili nekaj čudovitega. In konec koncev uresničili ste tudi to, kar smo slišali v Evangeliju, ko je Jezus rekel, da je Božjo voljo, da tisti je njegov brat in njegova sestra, ki izpolnjuje Božjo voljo. In vi ste na nek način izpolnili Božjo voljo in naredili tole znamenje za to, da bo pričevalo še naprej. To se vedno zgodi, ne, kot v šali rečemo, v najboljših družinah. In Adam bo malo prišel k sebi, ker je korajžen fant. In se ne bojimo za njegovo prihodnost, je priden, je delaven, moli, je ministrant, kot vsi mnogi ostali, tako da kar korajžno naprej. No in da bi to znamenje in tole, kar ste obnovili skupaj z dobrotniki, res sijalo še naprej in kazalo svetu zgodbo življenja, zgodbo vere, zgodbo upanja in zgodbo tistega, kar so nam naši predniki povedali s tem, ko so to znamenje postavili, bomo sedaj blagoslovili. Najprej bomo zmolili še prošnje, po prošnjah pa Oče naš in blagoslovimo. Za ustvarjalce in dobrotnike tega znamenja, da bi jim bilo vedno znamenje upanja in rešitve. Prosimo te, usliši nas. Za vse, ki se bodo zbirali na tem mestu, da bi bili pripravljeni nositi vsak dan svoj križ in se darovati za bližne. Prosimo te, usliši nas. Za obupane in tiste, ki ne čutijo Božje bližine, da bi v križu našli pomoč in tolažbo. Prosimo te, usliši nas. Za trpeče in umirajoče, da bi po skrivnosti križa dosegli večni mir in srečo v Bogu. Prosimo te, usliši nas. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Molimo. Bog naš Oče, po smrti in na križu in stajenju svojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, si nas odrešil in nam odprl vrata v večno življenje. Prosimo te, blagoslovi to vaško znamenje
s podobami križa žalostne Matere Božje in tudi svetega Jurija in vse, kar je tukaj novega storjeno in vse prebivalce te vasi. Vsi ljudje, ki se bodo tukaj ustavili in častili te podobe, utrdi v veri, upanju in ljubezni ter jih pripelji k sebi po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Ne se bati, kar tle počakaj. In še ljudi. Pevce moramo še posebej, veš. Naj koristi ta blagoslov, to znamenje in to lepo urejena okolica za telesno in duhovno življenje po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Po Kristusu prejmite dar večnega življenja, saj upamo, da bomo po njegovi smrti na križu dosegli večno slavo. Vse naj blagoslovi in varuje vsemogočni Bog Oče, Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda. Bogu hvala. Sedaj bomo priče svečanemu polaganju temeljne listine. Po položitvi listine pa bo mežnar Janez Arnold listino zaklenil, da bo tako služila kot zgodovinski spomin za naše nadaljne rodove, zbor pa nam bo zapel še eno pesem. Listino in svečo, ki je simbol življenja, bosta k znamenju ponesla najstarejša krajana, Polačeva Pepca in Skalarjev Jelo. Pa vaju kar prosim, da opravite to svečano dejanje. Janez, dobro zavi. Predvsem pa dobro zapri. Malo bolj na tesno se bo noter razlezlo. Kar? Janez, ti pa njemo. A Janez zaklenil, ali kaj? Aha. Pa smo ješli. Bo. Marka še topno. Čestitamo. Hvala. Kako ste pridni. Dobar spoštljiv. Sam tu da sedem nazaj, Marko. Ja. Dokle. Super ste, odlično. Lepo so naredili, še pred 3 meseci je tle stala na pol podrta bajka. Gospod, je zdaj naš Adam. Da smo se danes tukaj zbrali in da bomo tudi v prihodnje mi in naši prihodnji rodovi ob znamenju lahko ustavili svoj korak,
gre velika zahvala prizadevnim domačinom, ki so vložili svoj trud in čas, predvsem pa dobro voljo v izgradnjo oziroma obnovo vaškega znamenja. Vse v dobro Boga, v Božjo slavo in čast, pravijo. In hkrati lepo prosijo, da med branjem njihovim imen ne ploskamo. Zahvala gre Streškovemu oziroma Matevškovemu nejcu. Ja, Luka. Še enkrat povej, ne ploskati. Na to gre zahvala Ivanu Kavčiču, po domače Budlovemu Ivanu. Hitrej govor. Marko, hitrej govor. Potem Mihucovemu Milanu, Dolencovemu Nikotu, Drčevima Mirotu in Gregu, Platiševima Markotu in Janu, Mihačevemu Albinu ter Alčevemu Francetu. Poslušajte, pridite gor tisti, ki ste bili poklicani. Res, prosim, pridite gor. No. Ne vem, kaj se tako bojejo. Se ne bo... Lahko še enkrat ponovim vaša imena, če ne veste, kateri ste. Kar pogumno, kar pogumno. Bliže gor, bliže. Ali pa sem, ja. Ale pana me spusil glavo. Kar pridi, Amadej, pridi sem. Vsi dobite zlato medaljo. Vse medalje so zlate, ne? Vse je prvo mesto. Ki imaš pa? Jan. Čakaj, peti pit po Francu pol, da temu podeli. Nalaš mu je, da je za vrat. A temu? Ja. Temu, ko deli, ja. Si ima on v rokah, kar vzem, ali pa tam, ja. Kar pet. Arnoldu bo dal pa Luka, ki ne bo brez. Dajmo se to postirati, ker smo res upno držali, res smo upno držali. A veš, to, res. No, evo, hvala lepa, evo. Zdaj pa ploskajmo. Posebna zahvala gre tudi dobrotnikom. Nadi Filipič za strokovno svetovanje glede izgradnje znamenja in usmeritev pri delu. Občini Gorenja vas Poljane in županu Milanu Čadežu za vso podporo pri izgradnji znamenja. Za oratorjem iz Poljan za podarjene kamne, za retovim iz Zadobja za podarjen pesek, Petrucovemu Edotu in Božnarjevemu Markotu za podarjeni gradbeni material in ostale pripomočke. Jerneji Kos za izdelavo vseh treh fresk ter Mojci Kos, ki je spisala temeljno listino. Družini Kržišnik, po domače Trnucovim, za podarjene deske za streho, Žgajnerjevemu Mateju za prevala za kritino in bakreno opremo, Dolencovemu Tomažu, ki je v sodelovanju z Alčevim Francetom poskrbel za bakreno kroglo s križem, ki krasi vrh strehe znamenja, ter župniji Poljane in župniku za vso podporo in sodelovanje pri izgradnji znamenja. Zares prav lepa hvala vsem, ki ste pripomogli k temu, da danes stoji to lepo obnovljeno znamenje, pa naj bo to svojim delom, podporo, molitvijo ali preprosto samo s prisotnostjo. Zdaj pa besedo predajam Alčevemu Francetu, ki bo na način, kot zna le on, spregovoril nekaj besed o nastanku obnovljenega znamenja. Upimo. Adamička niži, ja.
3 besede, 4. Dober dan, dobri ljudje in pridni ljudje. Zakaj sem pa te 2 besede ponudil? Čist preprosto. Slišali ste, koliko je bolj dobrotnikov, imeli smo pa tudi tihe dobrotnike, izrazito tihe, pa izredno dobre. Zdaj pa kaj povedati, a ne? Bi se vrnil kar na ta drugo besedo, pridne. Res so bili ti pridni, ampak če pomislimo, da je še oktobra tukaj stala stanovanjska hiša, so pa res bili pridni. A ne da? Stanovanjska hiša je tukaj stala, zdaj pa nekaj lepšega. In ko se je ta podrla, se je pa res pokazal ta prostor za tak znamenje. Ja, pokaže se že, ampak kako pa to narediti? Čist preprosto je to. Če imaš dobre ljudi, je to čisto enostavno. Ampak mora pa priti na dan ta misel. Ta misel pa nikar dolga, ne? Ampak prišla je po dolgem možnem cajtu in je s taklim namenom prišla. Jokal sem na to dolino, ko ne bi videl ran stoterov. Izredno bolečino. In še nekaj, osebno bolečino in tam sred vasi taka znamenja praznino. Zdaj, do tega smo dočakali in imam zato eno tako lepo prošnjo. Za vse, ki smo tukaj zbrani, naj Bog poboža nas poravi, da ta veselje, dobroto, smisel življenja in odprtost, predvsem pa duševni mir in zdravja nam še dolgo ohrani. Obenem pa, da bo ta dan vam ostal v spominu, zavedno, še več. Ponesimo ga v svet in še nadaljne te rodove. Ampak ne morem pomagati, niste mogli zbohati, ker zdaj je bil tole mišljen povedati. Vse ti, ki smo se izredno trudili, nam ni bilo ne za ploskajne, ne za priznanje in ne pohvale, ampak eno drugo naročilo, da bo ohranil do tega znamna iskreno spoštovanje. Zdaj pa na konc pa tele besede. Bog hvala, da je vsaj tako vreme in vsem, ki ste se trudili in na konc v zahvalo, da smo tu sploh doživeli, da smo živi, a ne? Lahko bi že ne bili. Naj zadoni pesem Slovenec. Slovenec sem, draguje mati djala, ko me je dete pestovala, Zatorej dobro vem, Slovenec sem, zatorej dobro vem, Slovenec sem. Zatorej dobro vem, Slovenec sem. Zatorej dobro vem, Slovenec sem. Slovenec sem,
do groba, nega ne moja zvestoba, nega ne moja zvestoba. Da vsega reči smem, slovene sem, slovene sem. Da vsega reči smem, slovene sem, slovene sem. Da vsega reči smem, slovene sem, slovene sem. Da vsega reči smem, slovene sem, slovene Župana boste povabili. Danes je med nami tudi župan, zato preden vas povabim k druženju, bi rad za nekaj besed poprosil še našega župana, gospoda Milana Čadeža. Vedel, ki bom zdaj začel luštati, da sem še drug zastavo manjka. Spoštovane vaščanke in pa vaščani, vasci Volča, spoštovane vsi, vse vaščane, ki praznujete danes sejm podeje, zvonam svetega Jurija in pa seveda pozdravljam vse ostale, pozdravljam našega župnika, duhovnike in pa seveda vse ostale prisotne. Zdaj prihajam iz Gorejne vasi, kjer snemu na koncu nagovor, ki je danes 30 let od postavitve spominske plošče med vojna in pa po vojni pobitih. In sem tudi povedal, da odhajam prej na Volča, kjer je postavitev znamenja, ki je nekoč krasilo vas Volča. In je bilo odstranjeno tudi iz takih nahibov, zaradi katerega je danes slovesnost v Gorejni vasi. Naši predniki na vasi Volča so že pred več kot četrt tisočletja postavili čudovito znamenje. Tu pa sem prepričan zaradi tega, ker je bil stičišče 3 cest. Ampak po drugi svetovni vojni sem pa tudi prepričan, da je bil odstranjen zaradi tega, ker se ni videl, ker je bil stičišče 3 cest. A ne se vsak misli pol po svoje, ampak tu se je zgodilo. Ampak kaj je pomembno? Pomembno je to, da mi v naši občini, v Polanski dolini, postavljamo te znamenja nazaj. Pa tem znamenju, ki prideš, te pomiri, se pokrižaš, dobiš energija za naprej in ima svoje sporočilo. In tu je bistvo teh zgodb. Mi imamo tle v krajevni skupnosti Poljane še veliko za nares. Moramo verjeti na arheološko najdišče Svetega Martina, kjer je nekoč stala cerkev. Zato nam dobro kaže, pa še ena kapelca moramo zdaj postaviti. Marušinkova kapelca v osnovni šoli. Tudi to bomo naredili. Kaj je Alčo Francl meni pa šel povedati, da je možen od Jaknove Angelce, hvala lepa Angelca, da je možen odkup ta površina, sva takoj stopila v akcijo. In res sem presenečen, da se je tu v kratkem cajtu tu naredil. Ampak to je pa mogoče samo v Polanski dolini. To je možen sam tam, kjer so dama pridni, delovni in pa marljivi ljudje. Hvala lepa, hvala Alču Francl, hvala vsem darovalcem, pa v kop gorma držati. Hvala. Hvala lepa, gospod župan. Daj še ti, veš, ko spozabil, kepco da. Še eno obvestilo in povabilo. V spomin na ta dogodek lahko tudi vi dobite svečane medaljone spominke. Prav vsi ste pa zdaj lepo povabljeni,
da se skupaj podružimo, kaj dobrega pojemo in nazdravimo. Župnika pa prosim še pred tem za blagoslov vseh jedi oziroma dobrot, ki jih bomo danes zaužili. Dobri Bog, prosimo te blagoslovi, te dobre ljudi in tisto, kar bomo zaužili, naj nam koristi v zdravje za dušo in telo. V imenu Očeta, Sina in Svetega Duha. Amen. Bom rekel, Bog žegne, veste, ker še meni kdo reče, dober tek, reče, moram preden pojem teč, ali lahko pol. Ali tako da, Bog žegne.